Spoštovane udeleženke in udeleženci letošnjega jubilejnega, že 40. posveta zadružnikov. Cenjeni predsednik Zadružne zveze Slovenije in državni svetnik gospod Peter Vrisk, spoštovani gostje, magister Dejan Židan, predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, gospa Martina Bavec z Ministrstva za kmetijstvo in okolje, spoštovani gospod Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in prav tako seveda državni svetnik, gospod Kristjan Pes, predsednik Evropskega združenja kmetijskih zadrug, gospod Pierre Busco, visoki predstavnik Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, poslanec državnega zbora gospod Franc Pukšič, ter vsi ostali spoštovani visoki gostje in vsa zainteresirana strokovna javnost. Dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim v imenu Državnega sveta in v svojem lastnem imenu. Pred dobrega pol leta je Državni svet poslancem v širši javnosti predstavil resolucijo za izhod iz gospodarske in socialne krize. V njej je eno od prioritetnih točk namenil zadružništvu in razvoju socialnih zadrug. Ta poudarek v iskanju rešitve iz težke situacije, v kateri se nahajamo, nikakor ni slučajen. Zadružništvo ni ne v slovenskem, ne v evropskem merilu nek nepremišljen socialno-ekonomski eksperiment. Nastal je v času krize in je zgodovinsko preizkušen model povezovanja v našem prostoru že 140 let. Zadružništvo je v tem dolgem in nemirnem obdobju preživelo raznovrstne politične sisteme. To mu je uspevalo, ker so zadružno miselnost že izvorno prežemale nekatere temeljne povezovalne družbene vrednote in cilji, ki so globoko presegale delitve na ozke politične orientacije. Zadružništvo že stoletja in pol deluje po enakih načelih demokratičnosti in solidarnosti v skrbi za skupnost, prostovoljnost, pravičnost, pa vse skozi predstavlja eno od možnih poti do boljše družbe. Tako je tudi danes. Mnoge evropske države v času krize še toliko bolj spoznavajo, da se s konvencionalnimi podjetji, trdnimi in tržnimi prijemi preprosto ne da več reševati velikih problemov nezaposlenosti in socialne izključenosti. Medtem, ko kapital preprosto sledi neizprosni profitabilni logiki, se zadružni tip povezovanja vse bolj kaže kot možna alternativa prevladujočemu tipu poslovnega organiziranja. Temeljne vrednote, na katerih so osnovane zadruge, so samopomoč, soodgovornost, odgovorno podjetništvo, enakost, enakopravnost in solidarnost. Zaradi skupne lastnine in skupnega upravljanja premoženja zadrug ni mogoče preprosto kupovati in ga razprodajati na trgu. Zato je zadružništvo tudi bolj naravnano k trajnostnemu razvoju, hitre spremembe in divja tržna nihanja pa ga ne prizadanejo v tolikšni meri. V zadnjih letih po svetu narašča število proizvodnih zadrug tudi kot posledica množičnega zapiranja delovnih mest v kapitalističnih podjetjih. Ljudje se organizirajo v zadruge z namenom, da bi lahko nadaljevali z delom. Zadružništvo je zato v tem trenutku eden najbolj inovativnih in najhitrejših rastočih sektorjev, kar kažejo tudi podatki. V Evropski uniji je registriranih 160 tisoč zadrug, 123 milijoni članov, ki zaposluje kar 5,4 milijone ljudi. To skupaj z drugimi oblikami socialnega podjetništva predstavlja celo 10% vseh zaposlitev v Evropski uniji. Dovolj zgovoren je podatek, ki kaže na veliko moč zadružnega organiziranja, da v svetovnem merilu zadruge povezujejo kar milijardo članov in zaposlujejo 100 milijonov
ali za petino več ljudi kot vse svetovne multinacionalke skupaj. Zadružništvo je v slovenskih razmerah pomembno tudi zaradi usmerjenosti v lokalno okolje. Kar 87% prometa vseh zadrug se ustvari na področju kmetijstva in gozdarstva. V Sloveniji ste zadružniki s svojim delovanjem prisotni skoraj v vsaki vasi. Zato poznate potrebe in želje slovenskega podeželja in ste dejavni nosilci njegovega razvoja. Vaša odgovornost je zato velika. Prav tako, kot je velika tudi odgovornost države, da ustvarja pozitivne pogoje za razvoj zadrug, da bodo te, zlasti na podeželju, še naprej lahko prispevale k zaposlenosti ter k bolj enakopravnemu razvoju vseh delov države. Ob tem premorete zadruge veliko možnosti za širitve, organiziranje in spodbujanje nastajanja zadružnih kooperativ. Gre za potencial na področju razpoložljivih nacionalnih virov na podlagi geostrateškega položaja, izkoriščanja gozda in lesa, vode, hrane in energije, za katere smo v državnem svetu v že omenjeni resoluciji za izhod iz krize ocenili, da predstavlja priložnost za okoli 50.000 novih delovnih mest. Zadružniki imate odlične izkušnje, premorete prav zdrav kapital in vrhunsko znanje za širitev svojih dejavnosti. To je zagotovo tudi priložnost za razvoj novih zadružnih subjektov, kar vse lahko prispeva k reševanju posledic gospodarske in finančne krize, k gospodarski rasti, večji socialni vključenosti in varovanju okolja. Dovolite, da ob zaključku omenim še, da smo državni svetniki v resoluciji za izhod iz krize glede na zaskrbljujoče stanje pri prehranski samooskrbi posebej podprli oblikovanje in delovanje zadružništva na področju pridelave zelenjave in drugih poljščin, pa tudi razvoja distribucijskih kanalov in oblikovanja močnih slovenskih blagovnih znamk. Vse skozi šepajo tudi spremembe obstoječih razmerij, delitveni pogači med proizvajalci, zadrugami, živilsko-predelovalno industrijo in trgovino. Spoštovane zadružnice in zadružniki, cenjeni gostje. Zadružna zveza je v 40 letih delovanja oblikovana v močan gospodarski subjekt, prepoznaven in vpliven tako doma kot v mednarodnih zadružnih povezavah. Zastopstvo v državnem svetu omogoča, da so stanovska stališča kmetov in zadružnikov slišana, argumentirana in upoštevana v zakonodajnem procesu. Predsednik Združene zveze Slovenije, gospod Peter Vrisk, ima kot državni svetnik zelo veliko zaslug za to, da je aktualna zakonodaja naklonjena nadaljnjemu razvoju slovenskega zadružništva. Ob tej priložnosti seveda čestitam Zadružni zvezi Slovenije in njihovemu vodstvu za njeno dobro opravljeno delo. Vsem skupaj zaželim, da bi strokovno srečanje potekalo v skladu z žlahtno, zadružno načinom življenja in dela, stanovskega druženja ter uresničilo pričakovanja organizatorjev in udeležencev. Hvala lepa za besedo.